Dober večer. Nocoj bomo predstavili kriminalko z naslovom Pet vdov. Med nami je avtor, dr. Mihael Brejc, sociolog, bivši univerzitetni profesor ali bolje zaslužni univerzitetni profesor v Ljubljani, pa tudi politik. Sicer pa bo avtorja in njegovo delo predstavlja časnikarka in publicistka Darka Svonar-Predan. Med nami pa je tudi založnik Tomaž, torej direktor Inštituta Nove revije, Tomaž Zalaznik. Jaz bi vsem trem in še drugim gostom izrazil dobrodošlico in bi predlagal, da vse lepo pozdravimo s toplim aplavzom. Naj povem, da tudi sam zdaj berem to kriminalko in bi čestital avtorju. Me je zelo pritegnila, mislim, da je dobro napisano. Se pa me je pritegnila tudi vsebina, kot verjetno marsikdo izmed vas že ve. Ta kriminalka pripoveduje o nekih umorih, ki naj bi se zgodili v času takoj po osamosvojitvi in demokratizaciji Slovenije, pa tudi o tajnih združbah, ki naj bi jih vodili pripadniki nekdanjih tajnih služb iz Slovenije oziroma Jugoslavije in tako dalje. No, seveda gre za literarno delo, ampak mislim, da vendarle opozarja ta knjiga na neko realnost, s katero se po mojem mnenju premalo ukvarjamo. Bodi si tu v zamejstvu, kjer se v glavnem dogaja ta knjiga, kot tudi v sami osrednji Sloveniji. Ampak zdaj bomo malo prepustili besedo časnikarki Darki Svonar in avtorju Mihaelu Brejcu. Ampak še prej bi pa povabil tukaj založnika, gospoda Zalaznika, za pozdrav. Hvala lepa, jaz pravzaprav kaj dosti ne bi več povedal. Mislim, da imata Darka in Miha več za povedati. Jaz bi se samo zahvalil društvu, da ste nas sprejeli medse, da ste prišli v takem številu, tudi hvala lepa medijem in pravzaprav želim en lep, prijeten večer vsem skupaj. Hvala lepa. Hvala vam. Torej, dober večer tudi v mojem imenu. Vidim tu kar precej znanih obrazov. Žal ne vidim nikogar. Se ne sliši? Bliže? Takole. Žal ne vidim nikogar, morda se motim od tistih, ki bi jih morala ta knjiga še posebej zanimati, ampak morda se motim, a morda pa bodo še prišli. Torej, gospod Brejc je ne samo profesor, politik, bivši politik, ampak je tudi avtor številnih strokovnih del, tudi publicistike, je pa že pred 15 leti, torej pred kar nekaj časa, napisal prvi politični triler, lahko bi rekli tudi prvo kriminalko, to je že njegova druga. Ne vem, morda se kdo od vas spomni, predstavil je tudi tukaj, in sicer Igralec ragbija. In že tista knjiga je govorila o
podobni tematiki, o tem, kako delujejo varnostne službe, le da je obravnavala čas, ko je Jugoslavija razpadala in delo varnostnih služb v prejšnjem sistemu. Tale pa govori o prvih letih po osamosvojitvi. Kot najbrž veste, je bil gospod Brejc, in to se vsaj meni osebno, ne vem ali tudi njemu, bo povedal sam, zdi to tudi njemu eno njegovih najbolj zanimivih obdobij. Meni se vsekakor zdi zanimivo, da je univerzitetni profesor postal leta 90 po prvih demokratičnih volitvah šef tedanje varnostne službe, naslednice SDV, smo rekli s kratico Službe državne varnosti, ki je bila naslednica UDBE, ne, kot se je ponarodelo reklo Uprava državne bezbednosti, ne UDBA. In torej na čelu službe, ki je bila predhodnica današnje Sove. Takrat se je imenovala VIS, ne, tako kot otok, ampak VIS je kratica, ki je pomenila varnostno-informativno službo. Kolikor vem, so takrat, ko je Demos prevzel oblast, nagovarjali tudi nekatere druge, da bi prevzeli to zahtevno delo, ko je bilo treba postaviti na nove temelje. Vse reči, ne, še posebej pa takšno službo, ki je, kot vemo, bila predtem pač nekakšna tajna policija, čeprav nekateri pravijo, da je, če rečeš policija, to žalitev za policijo. Bila je tajna služba, ki je počela pač marsikaj za interese pač tedaj edine partije, komunistične partije. No, gospod Brejc je ta izziv sprejel in o tem, ali mu je bilo žal ali ne, bomo mogoče še nocoj govorili. Vsekakor pa bi jaz kar vprašala, greva in medias res, ali bi in igralec ragbija, ki govori o varnostnih službah v razpadajoči Jugoslaviji, s poudarkom na Sloveniji seveda, in pa tale knjiga, ta kriminalka, ki govori o varnostni službi v prvih letih po osamosvojitvi, ali bi ti dve literarni deli sploh nastali, če vi ne bi takrat sprejeli tega izziva? Dobro večer sem skupaj. Hvala lepa, ker ste prišli in me počastili s svojim obiskom. Kaj naj rečem, že ko sem bil z igralcem ragbija tukaj, je bilo zelo prijetno in odzivi so bili neverjetni, tako da sem bil opogumljen, da napišem drugi del, ne. Vmes je bilo pa polno drugih stvari, ki sem jih delal, tudi z Tomažem Zalaznikom, ne, z Inštitutom Nove revije, v Forumu za humanistiko recimo in tako naprej. Tako da je čas se kar nekaj izgubil, ne, nekako kot mivka, bi rekel, spolzi iz rok, ne. No, potem sem bil pa pred 2-3 leti spodbujen pravzaprav k pisanju, ko sem videl, kaj se v Sloveniji dogaja. Seveda vsega tega ne bi bilo, če ne bi bilo te moje odločitve. Je bila res samo moja. Moja žena, ki sedi tamle, je bila zelo proti. Lahko rečem, da je celo pokleknila, rekla, lepo te prosim, sam tega ne vzem. Ne, ne bomo vprašali, zakaj. Celo življenje te bo to peklilo. Ne. Potem sem imel problem, jaz nikogar nisem poznal v Službi državne varnosti, ne. In bilo jih je pa 600 zaposlenih, ne. In
sem vprašal, v tajnosti se je to dogajalo, seveda, nekatere moje kolege, če bi šli z mano, ne? Srkli, a se te zmešali. Ne? To je pa res grozno, najslabše, kar je lahko. Tako da moram reči, da to je bilo sicer vznemirljivo obdobje, ampak ne morem pa se pohvaliti. Nisem užival v tem ali pa bi... Veste, jaz sem se za to odločil čist iz preprostega razloga. Moj oče je bil zraven pri številnih velikih dogodkov pred drugo svetovno vojno in seveda potem tudi v času vstaje, je bil organizator vstaje, bil je tudi v bitki za Trst, pa 9. korpus, mislim, in tako naprej. No. In sem rekel, zdaj gre za Slovenijo in jaz sem za, in je nekako dobro, če se jaz zaženem v ta ne preveč hvaležen posel, bolj, da grem jaz v to, kot pa da gre nekdo, ki mogoče niha, a je za osamosvojitev ali ni. Takih je bilo veliko takrat. Se veste, na plebiscitu je bilo eno, potem, ko je bilo pa treba to uresničevati, so bili pa hudi problemi. Tako da smo januarja 1991 ugotovili, da se junija ne bomo mogli odcepati, če ne bomo po misli udarili. In tam smo bili trije, ki smo pač to, potem si nekako se zavzeli za to in nam je stvar pač uspela. In je pa tako, jaz sem hotel zlasti s to knjigo povedati nekaj resnic, ki sem jih opremil s fikcijo. Kaj je resnica in kaj je fikcija? Vedo pa samo tisti, ki so bili nekoč profesionalci. Te se bodo v knjigi spoznali in sam nikogar od tistih tukaj ne vidim. Tako da... ja. In medtem, ko se je prva kriminalka, vaša politični triler dogajal v Sloveniji, pa v Edinburgu, pa v Franciji, v Marseju in še kje, se ta dogaja pretežno v Trstu, dobro, tudi nekaj v Sloveniji, nekaj v Milanu, Luganu, ampak predvsem pa v Trstu. Torej, to je še ena knjiga, ki jo je dobil Trst, ki je tu predstavljen v zelo zanimivi luči. Nekaterim bo všeč, nekaterim seveda najbrž ne bo všeč, ampak tukaj je in zanimivo branje je, kot se boste lahko prepričali sami. Govori o 5 vdovah, 4 so tudi same mrtve, 5 je živa do konca, potem pa ne bi razlagali vsebine. Tako to ne bomo, do konca je 5 živa. Vse so prek mož nekako povezane oziroma vseh se dotikajo te varnosti, ta udba, podaljški udbe, ki segajo s to vzporedno ekonomijo v Trst. Ampak zakaj ste izbrali Trst? Zato, ker je to res tako izrazito mesto z izrazito močnimi temi, ne samo jugoslovansko takrat, varnostno službo in tudi seveda tam, kjer so varnostne službe, tudi so seveda tudi, kako bi rekla, kriminalne združbe, razne mafije. Ja, odločitev je bila zelo enostavna, ko je Niko Kavčič takoj po koncu druge svetovne vojne začel oblikovati slovenski finančni sistem. Je videl, da je Trst pravzaprav idealno mesto, ne samo zato, ker je multikulturno, ampak ker se v Trstu od nekdaj srečujejo zelo različne združbe, ne samo kriminalne, ampak tudi srečanje diplomatov
seveda tajna srečanja diplomatov, številna srečanja obveščevalnih služb. Ne. Tudi jaz sem bil tukaj v eni taki kombinaciji z šefom SISD-ja, pa SISME-ja, pa tako naprej. Ne. Tako da Trst je zelo nekako primerno mesto za take dejavnosti. No, ampak prava stvar se je zgodila zaradi odločitve vodstva partije, Zveze komunistov jugoslovanske takrat, da je treba denar, ki ga Jugoslavija ustvarja, naložiti v tujini za čase, ko bo denar pomembnejši, kot je ta hip. In tako se je začelo nalagati v tujini denar. Podjetja takrat niso imela denarja, da bi ga nalagala, ne. Je šlo bolj iz rok v usta. Ne. Ja, kje ga pa potem dobiti? In tako so osnovali omrežja. Ne. To, da je imela Slovenija, da je bila pokrita, res pokrita do vsake ulice, ne, z različnimi ljudmi, ki so nadzirali državljane, ne. To je bilo znano, ampak za Trst pa ljudje niso vedeli tega. Ne. Zakaj je bil Trst zanimiv? Zato, ker je bil na zahodu, ne, konvertibilna valuta in razmeroma odprta meja še vedno, ne, kljub vsemu je bila ta meja še vedno kar nekako znosna. In začelo se je s cigaretami. Zanimivo, odkot so švercali cigarete? Iz Švice. Ne iz kakšne Bolgarije ali pa kaj s tem. Ne? Švica, Trst, Slovenija in potem naprej. Potem so bile tudi seveda mamila, nekaj malega orožje. Takrat sčasoma se je razvila pa ena posebna panoga, ki je še danes zelo, zelo razvita, to je pranje denarja. Ne? Tu smo bili Slovenci zelo pridni, zelo domiselni. In tu se je postavilo vprašanje te naše slovenske skupnosti. Ne. Mnogi ljudje, lahko rečem večina, je sodelovala s službo državne varnosti iz čistega patriotizma. Rekli so, jaz sem govoril namreč z ljudmi, rekli so, mi smo čutili, da je treba Sloveniji oziroma Jugoslaviji pomagati. In so res se izpostavili, mnogi so se izpostavili in so imeli potem kasneje nekaj težav, ker češ ne, si bil tam, pa tam, ne. Ampak to mene ne zanima. Mene zanimajo realne okoliščine in v realnih okoliščinah lahko rečemo, da je slovenska skupnost skušala res pomagati. Žal je pa partijska oblast zlorabila. Veste, Slovenija je imela velikrat, smo velikrat slišali, ne, v Sloveniji mislim reči, da je to narobe, ne, češ imamo slovenska skupnost takoj majhna, pa še ta je razdeljena. Ja, a ni to najbolj normalno? Eni mislijo tako, drugi mislijo tako, v čem je problem? Slovenija je razdeljena na prefaktorje, če gledamo po tej plati, ne? In zakaj bilo pa potem na Koroškem ali pa na Tržaškem drugačne? No, ampak če se vrnem zdaj na to, ne, takrat so ustvarjali ta omrežja in videli so, da stvar funkcionira in začelo se je potem to kar širiti. In mene je zanimala pot denarja. Ko sem kar nekaj časa preživel tudi v arhivu in sem našel cel kup dokumentov, ki so pravzaprav potrjevali to, kar boste tle noter prebrali, da se je ta nalagal recimo v Cipru, v Liechtensteinu, številnih davčnih oazah. In ta denar verjetno danes prihaja nazaj v obliki skladov, ki kupujejo kakšna naša podjetja v Sloveniji, ali pa se je to že zgodilo v preteklosti. Me še to povem, da sem to knjigo pisal tudi zato, ker nisem hotel pisati spominov, ne, o osamosvojitvi, ker, veste, teh knjig nihče ne bere. Sploh pa ne mladina. In potem je prišlo na misel, kaj če jaz to, kar hočem povedati, zavijem
v eno drugo obliko, v obliko nekega romana, to ni tipična kriminalka, ne? Ti strokovnjaki za kriminalke bo rekli, veste kaj, tole pa ni kriminalka. Ne? Verjetno ne ustreza vsem standardom, ampak to mene tako ne zanima. Ne? Jaz sem napisal to, kar mislim in odzivi so, hvala lepa, ne? Res dobri. Tako da mislim, da sem neko pravo formulo zbral. Ne? Se pravi, povedati neke bistvene elemente naše zgodovine skozi neko drugo zgodbo. Ne? Seveda pa je logično vprašanje, ki iz tega izhaja, ker ne bi rad preveč o vsebini knjige govoril. Kaj se pa danes dogaja? A je danes to še aktualno? A še obstajajo omrežja? Ja, po mojem si lahko sami hitro odgovorite na to vprašanje, če pogledate kakšen časopis iz lanskega leta, recimo. Ko boste brali, kako je bila v Ljubljani prodana neka stavba na Litijski cesti, za 1,5 milijona jo je nekdo kupil, prodal jo pa za 7 in zgodilo se je vse čez noč. Jaz sem pogledal, malo sem se pozanimal, kdo je bil kje, ne? In lahko rečem, da se je naši glavni plenilski stranki, ne, to je, zdaj se imenuje trenutno, so zdaj socialdemokrati, ne, prej so bili pač stranka demokratične prenove, pa karkoli že, ne. To je plenilska stranka bila, ne, in je še, ne. Njej so se pa pridružili ljubitelji gotovine iz desnice. Zdaj ni več ideologije. Ne? Tole na začetku tukaj je bilo vse na ideološki osnovi. Pa tudi patriotizma največ. To, kar sem že omenil, seveda. Ne? Patriotizem, ideologija in to. Zdaj ne gre več za to. Zdaj gre samo še za denar. In ko je vprašanje denarja, se kar najde ljudje, se zavohajo, kako to naredijo. Ne? In naredijo neko skupino, omrežje nenadoma. Ne? Ali pa če se spomnite, zgradili smo novo stavbo za policijo, plačevali smo pa nekemu privatniku ogromen denar za najem prostorov za policijo. Kako to? Ne? To so te zgodbe, ki jih mi slabo poznamo in mislim, da bo treba o tem še govoriti, ker Slovenija v bistvu ustvari veliko. Poraba sredstev je pa drugo vprašanje. Ne? In seveda, koliko se teh sredstev nekako kar porazgubi. Ne? Tako da omrežje v Trstu, tako kot je bilo, po mojem mnenju, ne obstaja več. Čeprav se je v tistem obdobju, tam 93-94, začelo postavljati na novo, z drugimi ljudmi. Zlasti je šlo za trgovino z orožjem. Saj veste, Balkan je bil v vojni in je bilo treba pač... Mafija pa takoj zavoha, kje je denar, ne? Torej, ne? In recimo, že leta 94 so recimo govorili, da bo perspektiven posel, da bo imigranti perspektiven posel. Mi smo jih imeli, se spominjam, leta 91, 92, smo imeli, mislim, da 170,000 migrantov iz Balkana, rečemo, ne, v glavnem. Čeprav smo imeli tudi Tamilce to se pravi iz Šrilanke, ne, pa tako naprej. Ne. So bili že takrat, ne, ampak zaradi vojne na Balkanu je seveda vse pritisnilo sem in Italijani to grozno skrbeli, zato sem se tudi z njimi sestavil, da sem jim razlagal, da to najbrž ne bo tako hudo. Ne. Tako da, kot sem tle v uvodu, na prvi ali na drugi strani napisal, ne, da je ta knjiga je fikcija ali resničnost, morda pa oboje. Ne. Sem prav namenoma to postavil zato, Tomaž Zalaznik me je pa na to opozoril, na to dimenzijo, ne, ker sem hotel s tem povedati, da je v tej knjigi marsikaj res.
Tako. So tudi kakšne zanimive tako aluzije na Staneja Gobar, pa tako, ali pa recimo, to me je prijateljica opozorila na Staneta Gobarja, ali pa recimo Vagon, ki je bil omenjen, menda že v Igralcu ragbija, pa tukaj spet v Sežani z Mamili, ki je tam obtičal, ker, ne, to ni bila fikcija. Ne, to je bila ena huda blamaža, ena huda blamaža, ko je pač uspelo najti službi državne varnosti dobrega dobavitelja, ker v glavnem so imeli takrat Kitajci česne. Kitajske triade obvladujejo več ali manj svetovni trg heroina, recimo, ne 1000 ton na let porabijo v Evropi. Ne. Ampak stvar se je spremenila, ne. Zdaj kokain, marihuana še vedno, pa seveda sintetične droge. Ne. No, pa da se vrnem nazaj. Ne. Tisto, kar je, recimo, no, malo pazi, da nam preveč o tem govoril, me malo bega sem in tja, je to. Ta vzporedna ekonomija, ne, je prinašala izjemne dobičke. Izjemne. Ne. In to ne šele v tem času, ko jaz pišem o tem, ampak še recimo takoj po vojni, torej recimo 55-60, v tistem času, je bil to velik biznis. In takrat je Niko Kavčič, ki je vodil vse skupaj, ne, zgleda naredil nekaj narobe, da so ga potem razrešili. Ne. Mogoče, se veste, apetiti zrastejo, ko se vidijo te kovčki z denarjem, pa tako naprej, pa se kakšne prstov prime, kakšna stvar. Ne. Ko so njega nekako odstranili, je prišel pa nekdo drug, ki je bil pa mnogo bolj, kako ne rečemo, šarf, ne rečemo v Sloveniji, doskrat tak trd. Ne. In za njim potem še eden, ki je malo pred osamosvajanjem poskrbel, da so vsi ključni ljudje te službe bili, recimo skupina mogoče 5-10, prerasporejeni, kot se je rekli takrat, v gospodarstvo, v javne službe, na pomembne položaje. In ko sem se s tem ukvarjal, ko sem to službo reorganiziral, zato da bi bila sposobna se spopasti z jugoslovansko armado, z njihovimi, to je bil ogromno obveščevalni sistem jugoslovanske armade, sem videl, da je recimo vsaj 200 ljudi jako problematičnih in smo jih nekako upokojili, ne. Ampak smo pazili, ne, upokojili smo jih tako, da so dobili penzijo, da so dali mir, da niso bili proti takrat, ko se je to vse skupaj odvijalo. Ne. Videl sem pa, da so se ti ljudje dobro znašli. Postali so podjetniki, svetovalci, tako da živimo v neverjetnem sožitju z raznoraznimi ljudmi, ki bi mogoče morali biti kje druge kot na svobodi. Ne? Če še bi malo povedali vseeno o tem, kako ta knjiga je fikcija, resničnost, pa tudi autofikcija ali avtoresničnost, ker pišete o profesorju, ki je, ko se pogovarja, tržaški kriminalist, pripadnik slovenske manjšine, pozitivec v tej knjigi, se pogovarja s svojim informatorjem v Sežani. In se pogovarjata in mu ta iz Sežane, ki pozna slovensko stvarnost bolj, mu govori o tem, tudi kako je v Sloveniji in kako je profesor prišel na čelo te službe in je hotel reorganizirati in je
to, kar ste že omenili, 200 najbolj problematičnih, ne, upokojil. No, vidite, to je bilo res, ne? To je bilo res. In da je 20,000 pa bilo zunanjih sodelavcev, ne? Tudi to je bilo res. To je, seveda, torej, približno 20,000, ne? Slovenk je sodelovalo v službi državne varnosti. Jaz sem skušal priti do dokumentov in sem bil v Brezovici, to je na Kočevskem v zaprtem območju, kjer je nek hangar, ne, tam so bili ti arhivi in ko sem jaz tja prišel, je bilo vse prazno. Niti papirja ni bilo, ampak videl se je pa še na teh policah od prahu, ne, veste, ki je ostal, ne, in sem vprašal, kam pa je šlo to. A so rekli, to smo pa v Kočevski reki, ker tudi v zaprti coni ne bila, to smo pa skurili, ne, se koja, kaj pa ste kurili, ne, kaj je bilo to? Ma to so bile nepomembne stvari, so bili dosjeji sodelavcev, ne, ki so vse mogoče pisali, ki so po gostilnah hodili pa poslušali, kaj govorijo ljudje pa tako naprej, ne. Potem je mene zanimalo, kako ste pa ljudi pridobili za to? Pa so rekli, sem z mnogimi o tem govoril, so rekli, ja, mnogi so radi sodelovali. Ne na kakšni ideološki osnovi, recimo, ali pa iz patriotizma, kaj takega, ne. Ne, počutili so se v tistem trenutku, da so nekaj več. Zdaj imam za sabo pa jaz en mehanizem, ki se ga vsi bojijo, jaz sem del tega mehanizma, to se pravi, se bodo bali tudi mene. Ne, čist enostavna logika. In so se celo nekateri ponujali. In seveda pri tem je prihajalo do strahovitih zlorab. Ne? Ko sta se, vse veste, Slovenci se zaradi kregamo, ne, sosedi, ne, zaradi enega drevesa ali karkoli, nekaj mora biti, ne, se ni treba, da je velik, ne. Pa se usekamo, ne. Eden je bil sodelavec, drug je bil pa navaden državljan. Kdo je zmagal v tem sporu? Čist jasno, ne. Torej, je bila druga situacija, ne. Je pa tako, ne, se veste, služba državne varnosti je pokrivala Slovenijo. Kontraobveščevalna služba Jugoslovanske armade, če vzamete zemljevid Slovenije, pa če bi naredila raster, ne, takole, enako, ne. In potem je bila še naša ljudska milica. Ta je bila pa organizirana tudi sektorsko, ne. Vsak miličnik je imel svoj rajon in je v vsaki ulici imel svojega, najmanj enega, ki mu je povedal, kaj se dogaja. Ampak zanimalo jih je vse, kar se dogaja. V družini, med sosedi, a kdo čez oblast, ki je rekel, ne, tudi na vse zadnje, ne, se jih, ne. Najhujše je bilo takrat, ki je bil Informbiro, ne, ker takrat to so te res temne strani slovenske duše prišle do izraza, ne, ko je bilo dovolj, da si rekel, ta še ni razčistil z Informbirojem. Konc, no, brez dokazov, goli otrok in tako naprej, ne. Bilo je veliko teh žalostnih zgodb. Ampak drugače, se pravim, ko sem jaz to iskal, spraševal in tako naprej, sem videl, da najpomembnejših sodelavcev službe državne varnosti pa v teh evidencah ni. Ne? In se vprašal, zakaj pa ne. Primer. Ko je šla recimo slovenska delegacija, gospodarska delegacija v Ameriko, in normalno kot vsako delegacijo spremlja nek mlajši človek, kakšen asistent ali pa, komu rečejo, ne, spremljevalec, ne. No, ta je bil seveda vedno, ne, tisti, ki je pisal potem poročilo, kaj je kdo rekel, kako se je kdo obnašal, kaj so v trgovinah kupovali, kje so se ga napili in tako naprej, ne. To so vse, ne. In ti ljudje, ki so bili asistenti takrat, ali taki pomočniki, so, veste, zavzeli pomembne položaje v Sloveniji. Tukaj na Primorskem je še zdaj eden, ki je zelo aktiven. Tako da so jim te izkušnje zgleda pomagale.
Ne bom vprašala, kdo je. Ne, se ne govorimo o imenih. Ne. V tem dialogu še je treba povedati tudi to, da je tudi izpostavljeno, da so Slovenci prav poseben narod, potem, da so po prvih demokratičnih volitvah izvolili za predsednika države, predsednika komunistične partije. To ste vi posebej, nekako se mi zdi izpostavili, pa me zanima, to tudi ni fikcija, ampak je resničnost, pa me zanima, kako gledate v resničnosti res na to, ali mislite, da bi se marsikaj dalo drugače rešiti s preteklostjo, če pa se ne bi Slovenci odločili tako, kot smo se. To je eno moje vprašanje in drugo pa tudi, da ne pozabim v zvezi s tem opustošenjem arhivov. Tukaj se res ni dalo narediti nič, da bi vsaj nekako simbolično odgovarjali ti, ki so. Navsezadnje je to neka narodna dediščina, kakršnakoli že, ki so to uničili. To sta dve vprašanji, ki nista fiktivni. No, če lahko kar pri tem slednjem rečem, jaz sem naredil raziskavo, takrat, ko sem bil v tej službi, Nihče ni nič vedel. Jaz nisem bil za to pristojen. Jaz tudi ne. Torej, sem rabil nekaj časa, da sem ugotovil, kdo je bil, kje takrat. In bila je komanda, da se začne čistiti. In to so po partijskem kongresu v Sloveniji je bil leta 1986, slovenski partijski kongres, po tistem, ko je Dolanc govoril o tem, da smo v Jugoslaviji na oblasti komunisti, je rekel. Če mi ne bomo, bo nekdo drug. To se pravi, moramo mi narediti vse, da bomo mi, ne nekdo drug. No in takrat so se te stvari začele drugače postavljati. To je bila priprava na novi čas. Oni so vedeli, da socializem, kakršen je bil, da je v nasprotju s človeško naravo. Saj nismo vsi enaki. In so vedeli, da bo prej slej počel. No in počel je seveda na finančnem področju, potem pa Berlinski zid in vse ostalo. Tako da ta zgodba o teh arhivih in tako naprej je po mojem končana. To je pač bilo uničeno ogromno gradiva, ali je kdo, ki je še vzel, govoril so o Mačkovem arhivu, mi smo ga zelo intenzivno iskali. Jaz sem Mačka vprašal, ko je bil še živ, o tem ne. Pa mi je rekel, lepo vas prosim, kaj vam bo pride na misel? Sem rekel, ja, to mi pride na misel. No, ampak če se zdaj vrnem na to vaše prvo vprašanje, ki je sicer povezano. Demokracija v Sloveniji se ni začela, kaj ne rečem, 9. maja ob 3. popoldne. To je proces. Mi smo takrat v ožjem krogu zelo resno govorili o lustraciji. Zelo resno. In Pučnik, recimo, je bil mnenja, da bi to morali izvesti. Potem se je pa v neki naši analizi teh dogodkov odločil, da je spremenil nekoliko mnenje. Jaz sem pač nastopil pragmatično. Imeli smo 3 zbore slovenske skupščine, v katerem je imel Demos večino samo v zboru občin. Tekst je moral biti pa, katerikoli tekst, zakonodajni tekst je moral biti pa v vseh 3 zborih v identičnem besedilu sprejet. Tudi če bi zbor občin sprejel lustracijo, jo ona dva ne bi. Torej je bila stvar čist jasna, da ne gre.
Predsednik Kučan je uporabil besedo žametna revolucija. Ne? To ni bila revolucija. To je bila bolj evolucija, en prehod iz nekega sistema v drugega. Vendar ljudje se nikdar ne odločajo po političnih programih. Ne, ko poslušamo zdaj, ko bojo volitve pri nas drug let, ne, kakšen je program te stranke, polne pa tretje. Jaz sem bil več kot 20 let v politiki. 15 let sem bil podpredsednik stranke. Ne. Še naši poslanci niso poznali našega programa, kaj šele volivci. Ne. Volivci izbirajo ljudi. Mi je všeč, a mi pa ni. Zakaj bom tega volil? Zato se lepo smeje, so rekli. Kaj pa program? Gotovo je dober. Torej, na tej ravni je doumevanje demokracije bilo. Ne? In zdaj pogledajte, če bi čisto pogledali, kakšno je bilo razpoloženje v prebivalstvu takrat. Ja, predsednik Kučan je bil zelo priljubljen. Ne? Mi se lahko na glavo postavimo, ampak tako je bilo. In je zlahka zmagal. Zlahka. In bi zmagal tudi tretjič, morda celo četrtič, če bi lahko. Ne? Tako da vrednote, ki so se 45 let recimo krepile v nekem okolju, ne morajo naslednji dan nekako kar izginiti. Mi smo zdaj v nekem obdobju, ko se vrednote, ki so veljale pač 50 let, okroglo, počasi izgubljajo. Počasi izgubljajo. Vrednote, kako ne rečem, evropske civilizacije, pa počasi pridobivajo. To je en moment, ki ga moramo videti. 30 let je zelo kratek čas za neko državo, da bi lahko na novo nekaj postavila, ne vem kaj. Pa neučakani smo. Ne? Kot je rekel Michel de la Montaigne v teh svojih sjajnih esejih, ki jih toplo priporočam vsakmu, ki ima voljo, da bo prebral 1600 strani. Jaz sem jih in je vredno branje, absolutno. Je rekel, nestrpnost nam bo vsem v pogubo. Ker enostavno razvoj družbe zahteva svoj čas. Prihitevati se ne da. Povezano s tem je pa seveda današnji čas, ko smo vsi nekako nezadovoljni. Zakaj? Zato, ker je bilo pričakovanje, je bilo veliko. Ljudje so videli samo svobodo, pa Evropsko unijo, pa Zahod, pa in tako naprej. Kaj treba pa vložiti za to, da nekaj imaš? To pa ni bilo čisto jasno. Bomo Švica, kako bomo Švica? Kaj bomo pa naredili, da bomo Švica? Takoj, ko začneš upeljevati neke reforme, recimo, naletiš na probleme. Jaz sem bil recimo minister za delo in se dnevno ukvarjal s tem, da so ljudje se dobesedno izogibali delu. Iskali načine, da ne bi delali. Hkrati pa zahtevali vse pravice. To pa ne gre. Ampak mogoče bom o tem kdaj kaj napisal. Ko ste rekli Švica, nismo Švica, ampak nekateri so pa v Švici. Tudi vaš junak tukaj, eden, ali kako bi rekla, no, ni lih moj junak, ja, je tudi v Švici, in od tam daje navodila Slovencem, ki potem po Trstu poslujejo in tako. To je res, je to fikcija ali je tudi kaj resnice v tem? So tudi v Švico šli? Ja, Švica je znano poslovno središče. In je zanimivo za vse, ki se ukvarjajo s poslom. Še posebej recimo energetika. Nekateri naši znani ljudje, zelo, dobro, povem, kakšno ime za spremembo, recimo Zemljarič. On je bil prvovrsten trgovec z energijo.
bomo ne pripisal, on je bil šef UDBE, bil je notranji minister, pa, mislim, minister, kako smo že rekli, tako čas, republiški sekretar za notranje zadeve in tako naprej. Ne, stvari so se, na Cipru imamo tudi veliko Slovencev, veste. Radi hodijo tudi v banke tam, tako da. Ja. Kaj pa? Ime naroda, ki se srečajo. A tisti, ki so tam, se poznajo. So ptiči iste jate, ali pa vsaj podobnih. No, lejte, če še to rečem, ne, da ne bomo samo o teh, kako ne rečem, težkih temah govorili. Ne. Ta knjiga je tudi ljubezenska zgodba. Ker naj bo tako ali drugače, ljubezen vedno zmaga. In zmaga tudi tukaj. Zdaj pa vi govorite o knjigi. Zdaj boste pa vi preveč povedali. Res je? Sem vedel. Ampak ti, spet bom rekla, junaki, ne, ki jih opisujete, v glavnem vsi radi dobro živijo, ne, ti antijunaki, no, da tako rečem, in imajo radi tudi ženske, ampak tudi ta junak Mario ima rad, ne, ženske. Moški imamo to slabo stran, ali dobro, se ne vem. Ja, in tudi včasih se kaj zakuha samo zaradi ženske, ne. Tako je bilo najbrž, ne, to ni samo fikcija, tako je bilo najbrž tudi v resničnosti. Ne. To, da se kaj zakuha zaradi ženske, po moje to ni fikcija. Tako je bilo tudi med temi agenti najbrž, ne? So to kakšne znane zgodbe? No, ja, to je pa eno delikatno področje, ne. In, tu pa res ne z imeni. Ne bi o tem zdaj nič rekel. Ja, no, škoda, da ne. Mogoče pa potem ob kozarčku. Še to moram vprašati, tukaj iz te knjige se vidi, da dobro poznate Trst, ne? Ne samo Trst, tudi okolico. Od kdaj in kako ste povezani tudi sicer s Trstom, ali je to iz tistih let? Jaz imam tukaj prijatelje, ki so na levi in na desni. Čudoviti ljudje, jih zelo spoštujem in so mi veliko pomagali z nekaterimi informacijami, o katerih jaz nisem bil siguren, kaj je to zdaj, ne. Tudi v arhivih, recimo, sem gledal, pa statistikah, kaj s tem, ne. Trst ni ravno neko mesto, kjer bi se umori dogajali vsak dan, ne. Recimo mislim, da leta 92 je bilo 5 umorov, če jih je bilo 5, ne. Se pravi, v tem pogledu dolgočasno mesto. Ja, Celje je recimo daleč naprej. Ne. Od nekdaj, pa ne vem zakaj. Ne? Ampak v neki statistiki je bilo celo pred New Yorkom, ne? Glede na število prebivalcev. Ne? Takrat se je zgodil nek umor, ne vem, par ljudi. Ja, tam tekačo. Ja, lansko leto, ne? Ja, lansko leto. Ok, pustimo to. Ja. Kaj pa Goriško? Naslednja knjiga bo spet o Trstu z istimi junaki, ali boste šli kaj tudi na Goriško, kjer je bil hit nekoč, te afere hit se še vsi spomnimo, izbruhnila je potem, ko ste vi že, ne, morali oditi, ste pa bili vi, ne, tukaj ste. Ja, hit je bila taka zgodba, ne? Hit je bila huda zgodba, kjer so šle milijarde, ne? Mislite, da ste zaradi nje tudi morali... So šle ven, ne? Ja. In kdo je poskrbel, da je zadeva tako žalostno propadla, ne? Na koncu sem bil skoraj jaz svega kriv, ne? To je zanimivo. Ko smo v moji službi takrat se odločili, da bomo, ko armada ni bila več aktualna, ne? Jugoslovanska, zdaj moramo pa pogledati, kaj se dogaja z našim skupnim premoženjem.
ker smo videli, da se krade. Ne? In smo vložili 600 ovadb. Tako. Tako je bila oblikovana komisija, ki naj ugotovi, na kakšni pravni podlagi mi to počnemo. Predsednik te komisije je bil pa predsednik Stranke demokratične prenove, kot se je takrat imenovala. Ne? Torej, nikogar ni zanimalo, a je to res, kar smo mi ugotovili. Ampak kako smo mi do tega prišli? Ne? To je tisto, kar je najbolj zastrašujoče in kar nas tepe še danes. Ne? Tako da ohito sem jaz pisal v vmesnem času nekaj. Sem razložil to zgodbo, kako je to šlo. Ampak bi bil za literarno obdelavo. Pa Ne. nekatere elemente mogoče tukaj lahko Ne, človek lejte, zdaj, najde. jaz sem hotel v tej knjigi še eno stvar dodati, ne? Ampak bi bila predebela. Knjigotržci pravijo, da je tole zgornja meja. Ne? 300-350 strani še gre, ne? Če jih je pa 500 ali pa 600, pa ne gre. Ne? No in ne vem, ne? Jaz imam skico, ne? Za drugi del, Ja. ki se bo spet dogajal tukaj. Ne? Ampak bo govoril o nekih drugih zadevah. Zdaj, Se pa ta knjiga res konča, ne, na nek način srečno z ljubeznijo, ne? Ampak na nek način pa tudi nesrečno, kajti male ribe, da tako rečem, ne, res ne, nastradajo, ali jih doseže pravica, se izkaže pravica, velike pa ne, ostanejo. ja, življenje je pač tako, ne. Tega smo navajeni, vidimo tudi v tujini, da je enako. Če si predsednik države, lahko počneš, kar češ. Recimo v eni najbolj demokratičnih držav na svetu. No, zdaj pa smo že pri sedanji situaciji in pri tem, to sem vas hotela vprašati, prej, ko ste rekli, da smo tudi ne, tako nezadovoljni. Ne, in, v bistvu pa je zdaj res takšen čas, da smo lahko tudi prestrašeni. Ali se vam zdi, da ne, glede na pač ne vso celotno situacijo, ko ste že omenili predsednika najbolj demokratične države, pa na drugi strani Rusija in Ukrajina. In... Jaz mislim, da smo se Slovenci kar dobro znašli. Jaz ne mislim, da gre Sloveniji slabo. Sam od nekdaj tako ravnam. Ne? Če vlada naredi nekaj dobrega, zakaj ne bi priznal, da je naredila nekaj dobrega, če tudi je to leva ali pa desna, kam je briga. Ne? Pri nas je pa še vedno tako. Ne? Takoj, ker recimo smo s to knjigo smo neki intervju in sem rekel, Golobova vlada je dobro naredila v tem segmentu. Ne? Nekaj druge pa zelo kritično govorim o tej vladi. Ne? Torej, v istem intervjuju sem pohvalil tisto, kar je dobro, in kritiziral tisto, kar mislim, da je slabo. Na desni so videli samo en del moje kritike. Hvalež Goloba sem poslušal. Ne? Veste, rekel, da sem prestar, da bi se to šel. Ne? Jaz mislim, da je odlično to, da imamo svobodo in da lahko povemo to, kar mislimo, in ostanemo živi oziroma se svobodno gibljemo. Smo pa Slovenci razvajeni, imamo visok življenjski standard, čeprav mislimo, da ga ni. Statistično, če gledamo, ne, prag revščine in vse te stvari, nam gre zelo dobro. Žal bomo zdaj zaradi orožja seveda malo trpeli nekaj časa. Kakšno je tu vaše stališče, ker slovenska javnost je kar razdeljena, ne, po teh anketah, no, sodeč. Ja, veste, kako je, če ima sosed fračo, jaz jo pa nimam, ne, bo on povedal, kaj je prav. Ne? Če imam pa tudi jaz fračo, bo pa
bo pa premislil, ne, kaj zdaj narediti. Jaz mislim, da je, če smo se odločili, da imamo svojo državo, ne, potem potrebujemo tudi svojo obrambo. Ne. Se ne moramo, če pomislite, kakšna strateška napaka Evrope je bila, ne, češ, vse je Amerika, vse nas bo Amerika branila. Ne. In nismo čisto nič vlagali v evropske sile. Samo eno anekdoto še lahko povem. Jaz sem bil kot evropski poslanec, sem bil vodja delegacije. Končamo. Ne, samo sem prešla. V Bosni, ne, pri teh naših silah Euroforja. Ne. In so me peljali v grožđe. Ne, torej, muslimanska enklava, ki je bila oblegana in tako naprej. Grozljiva stvar. Helikopter, s katerim so me peljali tja, je bil pa švicarski. Tam je bil pa še en helikopter, sem rekel, čakal je pa ta, to je pa makedonski. Sem rekel, čakajte, kje so pa naši, mislim, evropski, ne, Nemčija ima 1000 helikopterov, koliko se ne vem, ne. Ali pa Francija, ne vem tako, ne. Celo mi imamo njih 6, ne. Vozimo se pa sile UNPROFOR uporabljajo. So rekli, ja, ni prišlo do soglasja. In pa sem se v parlamentu, ker sem bil podpredsednik odbora za obrambo, to sprožil in da bi videli te generale, nemški general, francoski admiral, takole polno tega okrasja, ne. So mogli biti v številnih vojnah, kaj, mislim, to vse tako, ne. Več medalj. Niso znali odgovoriti na vprašanje, zakaj UNPROFOR nima evropskih helikopterjev. Pa to je čista blamaža. Ne? In edino prav je, da se Evropa začenja postavljati na svoje noge. Tako se mora Slovenija zavedati, da kot država mora imeti vse tisto, kar ima vsaka druga država. Vse te glavne resorje. In obramba je vedno stala in vedno bo. Ne? Tako da to nas čaka. Pa vas tudi. V Italiji, mislim. Kaj pa Sova, naslednica vašega visa, kako, ne, tem je menjala že veliko šefov, v zadnjem času o njej ni kaj dosti bila je izpostavljena, ko so ujeli 2 ruska vohuna, ne, pravijo, ne, da manj, ko se govori o takšni službi, boljše je, ne, boljše dela. Kakšen je vaš pogled? Nimam nobenega mnenja. Ker pač stikov nimam, pravzaprav me to sploh ne zanima. Tako da, imam dosti drugih stvari. Predlagam, da še bi dali zdaj besedo občinstvu. Gotovo je kakšno vprašanje. Torej, ste rekli, da hvala Bogu v Sloveniji živite, ker mi smo pač tu v svobodi, tudi tukaj kolikor toliko. In to je lepo, da lahko povemo, kar mislimo. Ampak vendarle dejstvo, če je res dejstvo, da obstaja neko vzporedno gospodarstvo, neka vzporedna mogoče država, to vendarle je skregano z demokracijo. Ta pojav ni izključno slovenski, ne. V Italiji dobro vemo, kako je. V Italiji se država že od svoje ustanovitve bori s nekimi podzemnimi oblastmi. In je težko to rešiti, ne? Ampak hočem pa vseeno postaviti vam to vprašanje. Kako mislite, da bi se dalo načeti resno to vprašanje? Je sploh rešljivo v Sloveniji? Kako bi vi poskušali to reševati? Ja, to je pa zelo težko vprašanje. No, ko sem že omenil Litijsko, ne? Ta nakup te stavbe. Takratna ministrica, doktorica prava
jaz ne dvomim, da je sposobna, ne, gospa. Ampak je podpisala pogodbo, ne da bi sploh videla, kaj kupujejo. Prinesli so jih izkup na mizo, pa je podpisala. Ne? In potem meni nek novinar me vpraša, kaj bi pa vi naredili v takem primeru? Sem rekel, čisto enostavno. Ta dosje, ne, o nakupu stavbe, bi pustil na mizi en mesec in opazoval, kdo postaja živčen. Ne? In bi hitro videl, koliko je ura. Ne? Te stvari se finančni minister, vidite sami, iz rezerv je vzel denar in to čez noč. To se tako ne dela. Vsi vemo, da je to bilo narobe. Ne? Prvi problem, ki ga imamo v Sloveniji, ne samo mi seveda, tudi v Ameriki imajo ta problem, da se nam dogaja to, o čemer je Aristotel davno nazaj rekel. Gorje državi, kjer vladajo slabi, ker dobri nočejo. Mi v politiki nimamo sposobnih ljudi, ker sposobni nočejo v politiko. Ne. Tudi meni je bilo žal, da sem šel, ampak ni bilo druge, ne. Nismo izbire. Torej, en problem je, kako pripraviti nekako ljudi do tega, da bi se spustili v to. Pomemben segment je izobraževanje, vzgoja, ki jo ni nikjer več, v šoli jo ni, doma jo ni, in potem se čudimo, da so stvari take, kot so. Torej, zelo kompleksno vprašanje ste postavili in o tem bi jaz lahko govoril na uro, ne? Ampak hočem vam samo povedati, da tega vprašanja trenutno ni nihče sposoben. Poglejte sosedno Avstrijo ali pa pogledajte zdaj v Nemčijo, da o Ameriki ne govorim. V tem pogovoru sem pogrešal številke. Zdaj, vi ste govorili o pranju denarja, o vlaganju denarja v tujini, na skrivne račune in tako dalje. Zdaj, verjamem, da je težko oceniti globalno, koliko denarja je izginilo iz državnih proračunov, iz tega, kar je ostalo družbenega gospodarstva, ker na vse zadnje po osamosvojitvi je pol države, je pol gospodarstva, vsaj pol gospodarstva spadalo pod državo, ne? Kam je izginilo to? Certifikati, kam so šli? Certifikate je dobil vsak državljan, nekam je šlo to. So prodali, v redu, kdo je kupil? Kako je prišel do denarja ta, ki je odkupil cele vagone certifikatov, da je lahko kupil celo podjetje? Jaz v publicistiki slovenski pogrešam absolutno zanimanje za ta vprašanja. Glede na to, vi ste rekli tudi, da je denar odhajal ven. Ne? Že prej je bila praksa pranja denarja, ne? Na ta način so nastala tudi velika podjetja. Intereuropa je nastala, je bilo največje evropsko prevozno podjetje skoraj, ne? Je prevažalo tovore Fiatu, ko je šel na razstavo v Moskvo, je Intereuropa prevažala Fiatu, ne? To ni bilo majhno podjetje, ne? Da se je okoristilo z kontrabandom, je res. Tako je nastalo pravzaprav, ne? Nekaj podobnega velja tudi za kakšno drugo podjetje, no? Ne govorimo o kazinovih, ne? O igralništvu.
zbiralništvo je bilo tudi nenadzorovano. Vem, da je vsako noč iz Gorice šel v Italijo kovček poln denarja. To je bilo še, ko so bile lire in potem, ko so bili evri. To spravi, tukaj se je ta odprta meja, ki je bila odprta meja od leta 1955, od londonskega sporazuma naprej, se je izkoriščila za vse mogoče zadeve. Zdaj, jaz se sprašujem, publicistika, politika, sodstvo, policija, noben vrag ne zna tega kvantificirati. In mene zanimajo količine denarja, ki je šel ven. Ker danes Srbi kupujejo velika slovenska podjetja z denarjem čigavim. Noben mu ne pride na uho to vprašanje. Jaz se sprašujem, kako malo so Slovenci radovedni pravzaprav. Jaz sem radoveden. No, tega nihče ne ve. In vse, kar bi rekel, bi bilo na pamet. Sem se pa s tem ukvarjal. Ne bo držalo, da Slovenci nismo o teh stvareh pisali. Recimo Stane Valant je napisal knjigo, Stanislav Kovač je napisal knjigo o največjih aferah v tistem obdobju 92-96. Odlična knjiga. Vseh afer je bila afera Slovin. Slovin, neka vinska firma, ne vem, kaj pa imajo oni s tem. Velika zgodba. Ni čas, da bi zdaj o tej govoril, ampak je opisana. Rado Pezdir je napisal zelo zanimivo knjigo, ki jo seveda marsikdo tudi kritizira, da je nepopolna ali pa pristranska ali kakorkoli, ampak tisto, kar je nabral v arhivih, tisto pa drži in temu ni mogoče oporekati. Tako da, gledajte, jaz se spomnim, mi smo odkrili eno žago. Takrat se je reklo tost. Ne vem, če se še spomnite, imeli smo organizacijo Združenega dela, ne, ki se je delila na temeljne organizacije Združenega dela. Ne. No in ta konkretna je bila tost žaga. Zaposlenih je bilo 50-60 ljudi in kaj so počeli? Ja, les so žagali. Izvažali so les in je vse lepo teklo, ampak denar so že v skladu z politiko, takratno je direktor nalagal na nek račun. Na čigavo ime je nalagal, je najbrž enostavno ugantne. Kako češ pa v tujini odprt račun, če nimaš osebnega dokumenta in slučajno je to, če je to tvoje ime, ja, Bog pomagaj, saj s tem državi pomagam. Potem, ko se je pa obrnilo vse skupaj, je pa to tem ljudem ostalo. Nihče jim ni nič mogel. Koliko je bilo tega? Govorimo lahko o milijardah. Ocen, koliko je tega, je veliko, ampak vse so pomanjkljive. Jaz mislim, da jaz bi se tudi s tem ukvarjal, ampak vidim, da nekako nima smisla. Tudi če bi prišli danes do dovolj zanesljivih podatkov, kdo, kje, kdaj, koliko, se po vsej verjetnosti ne bi zgodilo nič. Ker je teh ljudi kar nekaj. Vidimo pa, da tisti, ko ste omenili certifikate, to so bili spretneži, veste, to ni bila neka mafija, ne vem kaj. To so bili ljudje, ki imajo nos za posel in so propagirali tisti stavek od dr. Mencingerja, ko je rekel, da so certifikati nič vredni papirji. Da jih bo dal Rdečemu križu. Ja, ne? In so študenti, najeli so študente in so hodili od hiše do hiše in so rekli,
vi meni certifikat, da gor piše ne vem koliko, jaz vam dam pa toliko. Ne, in so za drobiž kupili te certifikate, te pidi, kot so se imenovali, so potem kupili, nenadoma je imel nek posameznik v lasti večino podjetja. Ali pa recimo, se lahko, ne, mislim, da ne bom nič rekel, imena, recimo nek bivši finančni minister je kupil holding, ne, holding Iskra, za drobiž. Ta holding ima spodaj podjetja in tako naprej. In malo postal lastnik velike firme. Tako grejo te stvari, ne. Veste, občutek imam, da so te zakonitosti prvobitne akumulacije, ne, nekaj, čemu se nismo mogli izogniti. Ne, tako kot divji zahod. Tisti, ki je bil močan, si je vzel, ne, zemlje, kolikor je pač lahko. Ne. Mi smo imeli pa te pidovske junake, vsi več ali manj na sodiščih preživljajo svoj čas, ne. No, nekaj jih pa tudi sedi, veste. Tako da ne moramo reči, da je čist nekaznovano šlo vse, ne. Ampak večina je šla. Tako kot v tej knjigi. Nekateri sedijo. Eno opombo bi dal, vsi ste doživeli Tržaško kreditno banko. Ne? Jaz sem bil slučajno priča enemu pogovoru, ko so se pogovarjali, kako bi Tržaško kreditno banko reševali. Ne? V igri je bil tudi LHB Frankfurt, pa Nova Ljubljanska banka. Na koncu pa ugotovili, te, ki so odločali, ker preko Tržaške kreditne banke ali pa Zveze banke in posojilnic v Celovcu so se vozili, so šli te transferi gotovine oziroma denarja. In potem so kar naenkrat te veliki možje, ki odločajo, ugotovili, da se Tržaške kreditne banke ne bo reševalo. In je bolj, da gre v stečaj, ker ko gre v stečaj, se vse uniči. Tudi arhivi. In potem vmes smo tudi med tukaj, recimo, ko Miha govori o tem kapitalu, ne, spomnite se Saftija. Ne? Se spomnite KB 1909, ki je investiral v Sloveniji. Ne? Kako? No, je, ampak je v... Tudi v medije. Ja, pa lastnik mladine in tako naprej. Pa v dobavi zdravil in zdravniške opreme in tako naprej. Tako da ta trgovina je vedno zelo pomembno in precej odločujoča. No, pri nas je veliko govoril v Sloveniji o tem, ne. Tržaška banka, Safti in tako naprej. Jaz sem se s tem kar ukvarjal, moram reči, se poglobil v to. Govoril z ljudmi, ki stvar poznajo v podrobnosti. Ampak moram reči, ne, da je Tržaška banka morala propasti, ker je bilo to v interesu slovenske oblasti in italijanske. Vse ostalo je pa drobiž. Peterle, lahko rečem, ni bil za to, da se banka ohrani. Pa ne danes govori kar če, ampak takrat ni bil za to. Tako da je bil predsednik vlade. Ne? Imamo tudi mi kakšen greh, pravzaprav, ne? Ni točno, ni bil predsednik vlade Peterle, ne zamerte. Je bil Drnovšek, predsednik države pa je bil Kučan in finančni minister je bil Gaspari. Točno to, ampak takrat, čakajte, kjerega leta je to bilo? 92 je bil Peterle, Do ne? 92. Do leta 92 je bil Peterle. Ja, ampak je takrat... No, zdaj, lejte, da ne bi zdaj... Jaz to govorim po spominu, ne, seveda. Težko je razpravljati o teh stvareh, to so, bi rekel, samostojne teme, ne, tako da se bojim, da bomo predolgi sicer, ne. V glavnem velja načelo sledi denarju
In če sledimo, pravih rezultatov pa ni, ne? Ja, Ker je vse razpršeno, zamegljeno. Kdo? Zanimivo, ko je zdaj ta huda mednarodna kriza, kar intervjuvajo bivše šefe Sove, Visa in tako dalje. Ne? Recimo v domovini zadnji je bil intervjuvan Rupnik, Anton, ne? In je zanimivo pove tudi, kako je bilo v času osamosvajanja, pravi, z mirno vestjo trdim, da so tedanji pripadniki službe državne varnosti tvorno delovali pri osamosvojitvi Slovenije. Kaj pa se je dogajalo po osamosvojitvi, je druga zgodba. Mislim, da to precej sovpada s tem, kar ste v knjigi napisali. Ne? In tam, kjer govorite bolj o, kjer tisti bolj autobiografski del, ne? Tam dejansko piše, šef je odslovil 200 problematičnih agentov, ampak upokojeni so bili tudi težki kalibri, ki veliko vedo in imajo še številne povezave. Ne? Ko pa se je ta isti šef začel raziskovati kraje, so se policija, sodstvo in tako dalje usmerili proti šefu Visa. Torej to ste tudi doživeli. Policija, sodstvo in politika, seveda. ja, seveda. Lahko sem še nekaj. Glede, pri nas, samo tole, da rečem, ne, vse v vsaki državi sodstvo kritizirajo, vse ni nič novega to, ne. Ampak jaz sem toliko časa na svet, ne, da sem lahko videl, kako je to sodstvo delovalo v Jugoslaviji, ko smo imeli mi kot visokošolska inštitucija, nismo imeli v ustanovitvenem aktu napisano, da se lahko ukvarjamo z raziskovalno dejavnostjo. So v nekem sporu, ki sem ga nažalost jaz povzročil, z centralnim komitejem partije. Obtožili smo jih zlorabljeno, ker so te funkcionarji so pri nas predavali, pa potem so hoteli pa raziskave delati, pa so kar en denar je prišel, pa je tudi odšel. Nič se ni pa zgodilo, jaz sem bil pa dekan, pa so videli, to ne gre in smo se usekali, ne. In imena vse, ne. In točno tiste, ki smo jih obtožili, da, ne, je centralni komite imenoval kot delovno skupino, ki naj prouči porušene samoupravne odnose v visokošolskem zavodu. Torej tisti, ki je kradel, bi mi rekli, ne, bo zdaj to reševal. Ne. To je bila metoda. Veste, in jaz sem bil pol poklican na sodišče, ne, in je bila ena majhna fakulteta kaznovana z najvišjo možno kaznijo za gospodarski prekršek, ker je resno ogrozila družbeno-ekonomske temelje SFRJ. Plačali smo pa največjo kazen. Zakaj? Samo ker so nas hoteli kaznovati. Ne? Torej, pravosodje je bilo dolga leta in je še tudi danes, ne, zelo problematično. Ampak tako je. In ne rečem, da so vsi taki. Ne? Ampak se vidite, nek politik, ne? Recimo ljubljanski župan, ne? Koliko je bilo teh ovadb, pa tudi na sodišču in tako naprej. Odpisali mi grede 20 milijonov tle, 20 milijonov tle. Kako to? Ne? Nekdo drug je pa za malenkost kaznovan. Torej, tako pač je, ne? Smo majhna država in nismo še razvili vseh mehanizmov, ne? Tudi sami nismo sposobni tega narediti še. Ne? No, smo predolgi. Ne? Afera Hit je bila pa res tipičen primer. Ne? Toliko ste izbrali dokumentov, ovadb, ne? Na koncu vi ste morali oditi in problem sta bila tista dva kovčka v parlamentu za dokumenti. Ne? Ki, Vidite, to je zanimivo. Ne? Vse je zanimalo, da sem jaz, torej Kučan mi je rekel v nekem svoji izjavi, da je nedopustno, da šef tajne službe odnese dokumente.
On je pa naročil, da se uničijo arhivi. Ne? Že iz tega razloga mogo biti tih. Ne? Ampak veste, jaz jih nisem odnesel. Tisto, kar sem jaz prinesel, je bilo prazno. Zadeva je bila tako delikatna, tako napeta, da sem moral res izbrati človeka, itak ne moreš nikomur zaupati, ne? Da je poskrbel, da je iz določene lokacije, kjer smo hranili to gradivo, ker ga nismo hranili v ministrstvu, zaradi znanih razlogov, ne, seveda, smo to gradivo prinesli nekako tja, ne, v parlament. No, to ni kakšna posebna težava, ne. In potem sem jaz to pač predal komisiji, ne. In ko je mene predsednik države takrat napadel, češ, ne, kaj se to prav, ne, da to je pa konec vsega, če se to dogaja, ne, sem mu pol tudi v časopisu Delo odgovoril na tisto njegovo zadevo. Jaz nisem dal to nobenemu predsedniku stranke, nisem dal predsedniku vlade. Zakaj? Zato, ker je bil njegov prijatelj dotle noter v zadevi, ne. Ampak sem se odločil, da dam to v parlament. Pa vi naredite, kar ste. Ne? Torej, iz tega so kar naprej delali te čudne zaključke, ne? Ampak to je čista resnica. Ne? In kaj se je zgodilo s temi dokumenti? Na osnovi teh dokumentov so bili nekateri ljudje obsojeni. Tudi Danilo Kovačič, ki ga je seveda predsednik Drnovšek takoj pomilostil. Kar ni bilo čisto v redu, a ne. Dobro. In to, jaz mislim samo to še, da tisto je bil čas, ko bi se dalo narediti, vsi skupaj z mediji vred bi lahko naredili več, ne. Takrat je bil pravi čas za razčiščevanje zadev. Zdaj je to zamujeno in res je to zdaj vse zavozlano, neka šlamastika, kako to rešiti. Ne, glejte, to se bo rešilo nekako po naravni poti, tako kot se je v Ameriki. Ne. Amerika 19. stoletja ni bila ravno demokratična država, čeprav formalno že, ne, ampak pač obdobje neke prvobitne kumulacije. In v vseh vzhodnih državah se je to dogajalo, ne. Vseh. Najbolj zanimivo Češka, ne, oni so imeli lustracijo, če se spomnite. Nekaj let nazaj je pa zmagal na volitvah bivši šef češke tajne službe v času socializma, ki je kot šef te službe postal eden najbogatejših Čehov, mislim, da je tovarna čokolade pa take stvari, ne. Kako je do tega prišel, si lahko kar mislimo, ne. In navdušeno ljudstvo ga je volilo in je zmagal na volitvah. Ne, in potem rečeš, s to demokracijo nekaj ne štima. Nekaj tukaj narobe, ne. Pa nočem zdaj vas spomniti na Churchilla ali pa še nekoga drugega, ne. Sokrata. Ne vem, če bi še kdo kaj povedal, če ne, lahko mogoče zaključimo. Jaz bi se lepo zahvalil Darki Zvonar, da je vodila ta večer, da smo tako marsikaj izvedli. Seveda bi se pa predvsem zahvalil avtorju kriminalke, gospodu Mihajlu Brejcu. Mislim, da mu moramo čestitati, ne, za to delo. Je delo, ki je sicer literarno, ampak mogoče literatura včasih seže lahko dlje kot zgodovina ali pa kakšna druga veda. Torej, še en aplavz obema. Hvala.